Kolegica Kaja Stenberger-Flegar bo predavala o izdelavi tekstila med javnim in zasebnim. Kaja Stenberger-Flegar se ukvarja z arheologijo, specialno z rimsko pogrebno arheologijo in z drobnimi najdbami. V okviru podjetja PJP, ki pokriva arheološke raziskave obgradnje, historično analizo, terenske preglede in podobno. Danes se bo posvetila rimskim tkaninam, ki nastajajo pravzaprav v dveh vzporednih svetovih. Eno so obrtne delavnice s svojimi specializiranimi delavci, drugo pa tisto, kar nastaja v domačem okolju. Prosim. Najlepša hvala. Se pravi, danes bomo govorili malo tudi o tkaninah. Tkanine v bistvu v Rimu so precej redka stvar. Končnega produkta je precej manj kot recimo orodja, s katerim do njega pridemo, zato ker se pohranjajo v zelo specifičnih okoljih. To so ponavadi anaerobna okolja. Tipičen primer tega so vodna okolja, recimo znana je Vindolanda na Hadrianovu zidu, kjer so zelo dobro ohranjeni osneni izdelki, pa tudi tekstil in ima eno izmed največjih kolekcij rimskih čevljev. Suha okolja, kot je Egipt, kjer pač zaradi pomanjkanja vlage tkanina ne propade. Tkanina se lahko ohrani tudi mineralizirana na kovinah, kot jo vidimo tukaj na novcu, na slajdu, pa tudi v hladnih okoljih, ampak rimski imperij in nizke temperature, do te mere konstantne nizke temperature, pri katerih bi se ohranil tekstil, se ne pokrivajo preveč dobro. In pri nas, na primer, vsaj kot jaz, kolikor jaz vem, je večina tkanin iz grobov. Na sliki imamo dve lastni mrežici iz Emone. V Emoni so našli tudi več drugih koščkov tkanin, imamo recimo opise tkanine, ki je podobna pašemini. Včasih pa se ohranijo tudi kovinski ostanki, kot vidimo te jagode na sliki. Jagode in novec sta oboje prihaja iz grobov na Ptuju. Jagode imajo notri organsko osnovo in so bile verjetno nanizane na lastno mrežico. Take poznamo recimo tudi iz Ljubljane, kjer so ohranjene samo zlate niti, ki so bile navite okrog organskega jedra, včasih pa se pač ohranijo tudi samo v obliki zlatega prahu v grobu. Pa če si pogledamo v bistvu, kako rimske tkanine nastanejo. Zdaj, velik del tkanin verjetno je nastal komercialno, velik pomen pa imajo sploh simbolni tudi tkanine, ki so bile izdelane doma. V vsakem primeru rabimo za osnovo neko surovino, iz katere izdelamo kasneje tkanino. Za Rim je najbolj popularna in najbolj tipična volna. In seveda vsako gospodinjstvo si ni moglo privoščiti črede ovac nekje na podeželju, da bi jih strigli in potem sami zadostili svojim potrebam za kompletno gospodinjstvo, kar se tiče oblek. Vemo, da je bila reja ovac specializirana, o tem piše Kolumela, Plinij, Marcial in Varo recimo, ki nam tudi povejo, da so se ovce gojile glede na barvo, glede na kvaliteto volne, ki so imele, včasih pa so jim naredili nekakšne jopice v bistvu iz usnja, zato da se njihova volna ni poškodovala, preden so jih obrili. Volna seveda ni bila edina tkanina, poznamo specializirane poklice, ki so se ukvarjali recimo z lanom, pa tudi svilo. In seveda specializirani poklic je bil tudi to, da si barval tkanine. Tkanino se lahko barva na katerikoli stopnji, se pravi kot surovino, ko imaš v bistvu samo volno, lahko se barva niti, lahko se barva iz končne tkanine, ko so že stkane, na primer. Tako da to je v bistvu ni zelo enostaven in tudi ni samo ena linija postopka, po katerem prideš do končnega izdelka. Zdaj, mi ponavadi najbolj povezujemo izdelavo tkanin s prejo oziroma predenjem in tkanjem. Te dva postopka sta zelo specifična. V arheološkem zapisu od predenja ponavadi ostanejo preslice, vički in vretena. Je pa to zelo zamudno opravilo, oboje, tako eno kot drugo, pri tem, da je predenje bolj mobilno, predeš lahko skoraj kjerkoli, orodje je lahko, omogoča hkrati tudi druge dejavnosti, kot primer v literaturi se dostikrat najde pazenje malo starejših otrok ali pa med transportom.
Medtem ko tkat v bistvu ne moreš zunaj hiše na nek način, ker pač statve, sploh če so stoječe statve, kakršne vidimo na sliki, so težke, zelo rigidne, posvečati se moraš tkanju, ki je pred tabo, ne moreš jih kar vzeti nekam ven, ker jih moraš potem spet nastaviti in napenjanje samih niti za statve je več urno opravilo. Spadalo je tudi med težja dela, se pravi, rimska matrona je bila, od nje je bilo pričakovano, da edino težko delo, ki ga upravlja, je tkanje. Poznamo seveda tudi več delov, eno od njih je bolj, nekatere statve so večje, nekatere so manjše, imamo pa tudi tkanje s ploščicami, kakršno, jaz mislim, da je to, so tukaj tudi na sliki, te trikotniki. Več takih ploščic, ki so lahko pravokotne, trikotne, šestkotne, osemkotne, se napne niti in potem se v bistvu tke tako, da se tudi te ploščice obrača, da dobiš vzorec. Ampak to je ponavadi uporabljeno za razne bordure ali pa za pasove, ne moreš pa s tem narediti zelo širokega kosa tkanine. Tkanje samo je ozko grlo proizvodnje tkanin, ker rabiš recimo 4 do 5 predil, da zadostijo potrebam ene ženske recimo ali pa moškega, ki tke, da nemoteno lahko to dela. Seveda oboje je bilo specializiran poklic, poleg teh dveh pa poznamo tudi recimo še kolegije za trgovino z blagom, ki so posreden dokaz, poznamo tudi šivilje. Velik neraziskan del mogoče rimske in nasplošno tekstilne industrije je pa seveda reciklaža, ker če traja to, da narediš en prt 500 ur delovnih ali pa pač več, odvisno od tega, koliko fin ta prt je in z kakšnih surovin. In tudi druge tkanine, seveda paziš na nje in je težko jih nadomestiti, zato je zelo verjetno, da so se tkanine reciklirale na veliko, da so se popravljale in to bi znali biti tudi pač posebni poklici, ki so se s tem ukvarjali. Zdaj v zasebnem sektorju oziroma v domu ima pa ena od teh dveh, se pravi samo predenje, poseben pomen tudi na simbolni ravni. Kar lahko srečamo na nagrobnikih, kot je recimo nagrobnik Klavdije iz Via Appie iz 2. stoletja, ki v bistvu jo pohvali na koncu, da je skrbela za dom in delala volno. In prav ta delati volno je zelo pomembna in formulaična stvar, ki jo najdemo kar na precej nagrobnikih. Ker to je bila na nek način tudi vrlina ženske. Ženska, ki je dobra mama, dobra žena, dobra matrona, je ženska, ki dela volno, specifično volno. To pa, da dela volno, se pa ponavadi nanaša na predenje samo. Najdemo tovrstne nagrobnike po celem imperiju. Lep primer, ki sicer nima tega vključenega v napis, ampak ženska na upodobitvi drži preslico in ob nogah ima košarico sprejo, je Regina iz Arabeje, to je moderni Southern Shields, malo pod Hadrianovim zidom, iz 2. stoletja našega štetja. Ona je bila v bistvu najprej sužnja in kupljena in potem osvobojena, živela je malo, v bistvu bila je pripadnica plemena Katovelani, ki je malo severno od Londona. Njen mož, ki je bil verjetno tudi njen lastnik, jo je potem osvobodil in ji posvetil ta napis. Mož je bil pa pač presenetljivo iz Palmire, tako da ta nagrobnik je v bistvu znan zato, ker je tudi dvojezičen, ne samo zato, ker ima pač preslico. Tako da vidimo tak ogromen razpon v bistvu več stoletij, kako se te preslice pojavljajo in to, da ženska dela volno. In tukaj zadaj je logika, ki izhaja že iz mitologije. Poznamo parke, ki pač predejo nič življenje, jo napnejo in potem prerežejo, ko se življenje konča. Močno pa je ta mitologija, oziroma lahko bi temu rekli mitologija, ja, povezana tudi z višjimi sloji. Recimo Livija, pač žena cesarja Avgusta, je bila znana po tem, da je sama skrbela za gospodinjstvo in je svojemu možu in družini izdelovala oblačila. Zdaj, koliko je to propaganda imperialna in koliko to ni, je vprašanje, ampak je pač zelo pomenljivo, se mi zdi, da se v prav avgustejskem času pri Ovidu in pri Liviju pojavijo zapisi o tem, kako je Tanakvil, se pravi žena Tarkvinija Priska, tudi to delala. Ona je skrbela za družino in izdelovala obleke. In Lukrecija, ki je potem doprimogla propadu rimske kraljevine, je bila tudi primarno znana po tem, da je predla doma, medtem ko sta njen oče in brat v bistvu se vojevala in ko so šli pogledat, kaj ženske delajo doma, ona se delala z statvami in pač je delala obleko. Malo se v bistvu
Zakaj do tega pride več teorij, ampak ena od njih je tudi ta, da v bistvu to, da ženska dela volno, je ena od tradicionalnih lastnosti žensk. In to pa še zelo dobro skupaj z avgustejskimi moralnimi reformami, ki so spodbujale rodnost in poskušale na nek način preprečiti ločitve, ker takrat so bile ločitve kar pogoste. Če pogledamo, na primer, že Julij Cezar je bil poročen 4-krat, Mark Aurelij 5-krat, Avgust 2-krat, tudi Livija je v bistvu druga žena. Kljub temu, da je imela ona naziv, da je enkrat poročena in hkrati vse ugodnosti, ki je to po zakonu, ki so ji pripadale, in hkrati je imela tudi naziv 3 otrok, ki tudi po zakonu v bistvu ga ne bi smela imeti, ker je imela 2 otroka, ki sta preživela do določene starosti, predpisane v zakonu. In na nek način, v bistvu, ker se celotna država spreminja in ker prihajamo na nov način vladanja, ki je v bistvu velik razkorak od republike, Avgust se nekako s temi moralnimi reformami potem zaveže, da bo nadaljeval to veliko tradicijo dobre in krepke rimske države, kjer pač ženske tudi delajo volno. In se ne v bistvu vtikajo v politiko, ker kadar so se, je včasih to recimo ravno pri Fulviji, ki je 3. žena, kot sem rekla, Marka Aurelija, njej se je očitalo, da se je ukvarjala s politiko in ne z volno. Tako da to je na nek način stvar, ki se ženskam, ki dobrim ženam ne priteče, nekako tako bi človek temu lahko rekel v rimskem imperiju. Kako je pa zdaj s tem pri nas, da ne bom jaz cel dan razpredala o rimski politiki? Nagrobnikov prav teh Lana Fekit nimamo. Zdaj preslica in vreteno se pojavita na nagrobniku, ki je spravljen v Mariboru, ampak tudi ni v bistvu omembe žene, ker je posvečen sinu in očetu. Potencialna preslica bi lahko bila na oltarju iz Celja, ampak tudi tukaj so pač mnenja različna, lahko je preslica, lahko je bakla v interpretaciji, tako da to sta edine 2 primera, ki sem jih jaz našla. Več pa je arheoloških najdb. In če se navežemo spet nazaj na predenje samo, največkrat so v grobovih, ki so, jaz bi rekla, mogoče bolj dokumentirani kot rezidenčne prostori in tudi produkcijski prostori zaenkrat, so preslice najbolj pogost predmet. Pojavljajo se tako preslice iz jantarja kot preslice iz stekla, veliko je tudi koščenih. Zdaj je recimo veliko več preslic, kot imamo recimo vičkov, še manj je pa vrten. In tudi tukaj je mogoče neka logika zadaj, ki je povezana bolj s statusom žene in matere, kot s tem, da so vse te ženske pokopane s temi izredno lepo narejenimi preslicami, pač po poklicu oziroma profesionalno se ukvarjanje s predajanjem volne. Madžarska kolegica Judith Pastokaj Sedőke je pač predlagala, da bi te preslice v grobovih lahko simbolizirale materinstvo, zato ker pač ženska na nek način sprede nit življenja. In to bi bilo tudi dosti smiselno, ker ko predaš, imaš surovo volno oziroma drugo tkanino na preslici in potem ti nit vlečeš ven in jo daješ na vreteno. Se pravi, da daš kot mama da nek del sebe naprej in splete nit življenja, bi lahko tudi preslica bila tisti pač predmet, na katerem imaš surovino, iz katerega potem narediš nov izdelek. Je pa tudi res, da lahko da so preslice in tudi drugi predmeti, ki so uporabljeni pri izdelavi tkanin, narejeni iz organskih ostankov, ti 3 štrcli na sliki, so iz morda deli preslic, ki smo jih našli na grobišču Hajdina Murko na Ptuju, kjer nismo imeli niti enega celega predmeta. Vsi so bili skurjeni, pa polomljeni, pa to so res 2-centimetrski kosi. Tako da veliko tega lahko mi ne vidimo v grobovih, še manj pa pač tudi v rezidenčnih delih oziroma drugih delih. Tako da najlepša hvala za pozornost. Doma je dostikrat nimamo. Najlepša hvala za to imenitno predavanje.